spoštovanje drugega človeka in vsega živega, kar je, ker tega po mojem danes tako manjka, ne? Lahko debatiramo, kaj je spoštovanje dva človeka, pa imata čisto različne poglede pa doživljanje, ampak kaj je to zdravo spoštovanje, tako da živim v odnosu, rastem in se razvijam in imam toliko moči, da delim to še z drugimi lahko. To se pač ti, Sanja, živ primer tega, kako si sama spremenila, naredila v svojem življenju izzive, tako da si prepoznavna, nekaj vemo. Imate tudi najnovejšo knjigo, ki je lahko zadaj pri Gospodu iz Manijske knjige, dobite danes s popustom in potem dobite tudi kar podpis. In kaj je pa tudi pomembno danes, to je energija, moč in srčnost, kako drugim ljudem si pomagala, si jim svetovala in so našli moč pa voljo, upanje, da so naredili kak korak, kaj se spremenili. In to smo ti lahko samo hvaležni, ker vemo, kako je težko, ko kaj spoznaš, kaj bi moral narediti, si pa preveč udoben, pa len, pa ne uspeš tega narediti, niti za svoje najdraže, najljubše. Kaj šele za nekoga, ki je smotan, pa si v bistvu ne zasluži spoštovanja ali pa nekega kulturnega odnosa. Tako da to so pač naši izzivi, ampak tudi naša svoboda in možnosti. Tako da hvala vama, da sta prišli, pripravili ta večer in da ga delite z nami, tako da besedo predajamo vama in snemamo tudi dogodek, tako da bo potem možno se to še enkrat pogledati, poslušati in tudi deliti z ljudmi, ki pač danes niso imeli čas priti. Tako da hvala vam in povežimo se in uživamo. Hvala, Albert. Spoštovani obiskovalci današnjega srečanja, draga gostja, Sanja Rozman, pozdravljeni. Zbrali smo se v okviru gibanja, kot je že rekel naš Albert, Svetovni etos Slovenije, preko katerega želimo širšo javnost narediti bolj občutljivo za različna etična vprašanja. Tokrat pa se bomo poskušali poučiti o tem, kako deluje travmirani posameznik, kako ga prepoznati, se mu približati, ter kako deluje travmirana družba in kako se lotiti celjenja oziroma zdravljenja le-te preko posameznika seveda. Dovolite mi, da najprej predstavim našo gostjo, na kratko. In sicer Sanja Rozman se je po študiju medicine zaposlila v centru na Soči, to je Center za poklicno rehabilitacijo. Tam je delala do upokojitve kot specialistka za medicino dela, prometa in športa. Leta 1991 je zaradi moževega hazardiranja in svoje odvisnosti od odnosov iskala pomoč pri dr. Rublju, kjer je težavi pristopila z delom na sebi, učenjem, izobraževanjem in raziskovanjem ter postala pionirka pri obravnavi s psihoterapijami, tehnikami in pisanju o nekemičnih odvisnostih in travmah. Že 30 let deluje njen zavod Sprememba v srcu, kjer preko zdravljenja posameznikov ozavešča in spreminja tudi družbo. Kot upokojenka še vedno ohranja terapevtsko delo z našimi skupinami in publicira nazadnje knjigo v angleščini. Nenehno predava, sodeluje na mednarodnih konferencah, se povezuje z drugimi terapevti po svetu, sodeluje v TV oddajah, podcastih, na blogu, izobražuje preko TV postaje na listen.si, predstavlja svoje knjige. Napisala je 9 knjig, da se spomnimo vsaj nekaterih, Sanja v rdečem oblaku, Sprememba v srcu, Peklenska gugalnica, Zaljubljeni v sanje, potem so tukaj še različni delovni zvezki, preko katerih lahko tudi sami se lotevamo samopomoči, in pa čisto nova knjiga Ujetniki preteklosti, o kateri bomo še kaj rekli tudi danes. Torej, je mama 3 hčeram, eno od teh se je prav tako podala na psihoterapevtsko pot. Toliko na kratko, vemo, da je Sanja veliko več od teh kratkih besed in oznak. Torej, še z moje strani še enkrat pozdrav in pa začeli bi kar pri osnovah. In sicer,
kaj je travma, kako nastane, kakšne so posledice in kaj je odvisnost ter kako sta ta dva pojava oziroma pojma povezana. Najprej osnovo. Ja, osnova. Danes se zdi, da v bistvu vsi vejo veliko povedati o travmi, razni influencerji in razni ljudje, ki to tako čez palec malo na površno. Zelo malo pa dobiš kvalitetnih informacij o tem, kaj je. In moram reči, da problem, ki ga to obravnava, je pa zelo pogost. Jaz pravzaprav ne vem, če sem slišala kdaj koga, ki vsej kakšne stvari ni imel. Mi uporabljamo besedo travma za dogodke, ki so travmatični, ampak v resnici tukaj je nekako problem zaradi tega, ker lahko en manjši dogodek nekomu, ki je v kritični situaciji, veliko hujše posledice pusti. Skratka, dogodki so nekaj izven nas. Če si pa psihoterapevt, se pa ukvarjaš s tem, kakšne posledice so take dogodki pustili na ljudeh. Zato, ker travma ni kar vsak stres, pa vsaka zoprna situacija, ali pa ker ne dobiš tistega, kar si želiš. Travma je situacija, v kateri človek doživi nemoč in občutek, da ni poti naprej, da bo umrl. To je pa kar dosti hudo. Moram pa reči, da se največ ukvarjam z posledicami travme pri zelo majhnih otrocih. In v bistvu majhni otroci niso pomanjšani odrasli. Oni ne razumejo sveta na enak način, ne morejo, nimajo besed, nimajo znanja, nimajo izkušenj. In zaradi tega lahko doživijo, recimo en konkreten primer, strašenje parkeljnov, ki je tako zabavno. V nekih gorenjskih vasicah je eno mojo klientko pripeljala do hude travme z hudimi posledicami. Pa vsi okoli so se pa smejali, ker se jim je zdelo hecno. Po drugi strani pa mogoče še bolj pogosto kot to, če se predstavljate, jaz si pač poskušam vedno predstavljati, kako tisti človek to doživi, ko se mu to dogaja. Za enega majhnega otroka, 3-4 leta, predstavljati si takega, je en odrasel pijan moški, ki se dere nanj konec sveta. To je hud strah. In če začnemo gledati s temi očmi, potem vidimo, da take dogodki pustijo posledice, ki niso samo za en teden, da se pa malo pomiriš, ampak dostikrat se psiha, ki je tako, v bistvu razpade in se ne sestavi več enako nazaj. In jaz v bistvu pomagam tem ljudem. In ko sem se naučila tudi od njih, kaj vse to naredi, začenjam čisto drugače gledati na to, koliko je tega med ljudmi in koliko tega je po nepotrebnem, koliko tega je po, ne vem, šlampariji ali pa pač delaš enako, kot so prejšnje generacije, pa nič ne pomisliš, da to mogoče ni prav. S tem se ukvarjam. Skratka, gre za neke posledice, ki se jih odpravlja, težko sicer, ampak se odpravljajo preko raznih srečanj, psihoterapevtskega postopka, z raznimi tehnikami. Bi pa mogoče za začetek poznamo kemične sicer odvisnosti, kakšne pa so nekemične odvisnosti? Če mene vprašate ravno take kot kemične, samo da ne moramo krivca strpati v flašo, ampak je povsod v hladilniku, v telefončku, v drami, ko se skregaš z nekom, pa ko si zaljubljen, v vseh teh načeloma običajnih stvarih se dogajajo situacije, v katerih močno reagiramo. Včasih ljudje, mislim, če enkrat se to zgodi, ni nič takega. Tudi če se 10-krat to zgodi, ni nič takega. Na neki točki pa se te stvari sestavijo drugače.
Če si predstavljate majhno punčko, staro 6 let, ki živi v družini, v kateri je oče alkoholik, kar pomeni vse enkrat na teden je tako pijan, da je drama in nasilje doma. Vmes se pa mama tudi malo reagira po svoje in je tudi ona čustveno nedostopna, ker je v svojih dramah. In ta otrok je non-stop v strahu, kakšen bo prišel oče domov, a bomo jutri imeli kraval, lepa slovenska beseda, a bo po noči se dogajala drama. Ta otrok mora preživeti. In na nek način temu, zdaj sem šla že v to poglavje, jaz se ukvarjam s travmami, ki se ponavljajo in ki se dogajajo otrokom. Če se to zgodi odraslemu, ki ima že en sistem, kako se brani pred takimi situacijami, čist nekaj drugega. Ta punčka pa kaj lahko naredi? A lahko kaj spremeni? Ne? A lahko odide? To se bo dogajalo enkrat na teden najmanj, če ne vsak dan. In to je tako kot voda, kapljica po kapljico, ni nič hudega, ampak na koncu je pa Grand Canyon narediš. Psiha se pod temi šoki prilagodi. Jaz pravim, ti moji ljudje so preveč prilagojeni na nevarnost. Doživljajo svet kot kronično nevaren, stalno so v obrambni poziciji, stalno pričakujejo, odkot bo treščilo, stalno se počutijo, da niso kos tem nevarnostim, da so v nevarnosti. In na neki točki pride do tega, da se ta, predstavljajte si, da imamo mi 2 stanja psihe. Eno je, bi rekli, business as usual, normalno stanje, vsakodnevna situacija, včasih se kaj zgodi, pa tam nič posebnega, pa se malo pomirimo, pa je. In imamo stanje maksimalnega alarma. Jaz sem rekla, da gre za občutek, da bomo umrli. Zdaj si pa predstavljate, kako bi vi živeli, če bi tiste sirene, ki 1 minuto v soboto tulile skozi. Po dnevi, po noči, vsa leta, vse dni. A ne? To bi bilo čist popolnoma nekaj drugega. Druge stvari bi vas zanimale, drugače bi gledali na ljudi. In to izbrisati človeku iz psihe, se pravi, problem nastane, ko se ta preklop na nevarnost fiksira in ljudje ostanejo priklopljeni na nevarnost. Takrat je zanje cel svet nevaren, pa če narediš bum, pa bo že reakcija. Telo v stresu zopet, Ja. In kako boš zaupal človeku, in kako boš imel nekoga rad, ko te lahko zapusti, in kako se boš sprostil, in kako boš jedel, kako boš spal, kako boš zaupal komu. V tem smislu, ja. Se pravi, če si denimo v prvotni situaciji doživel nek stres, in recimo uporabil, oziroma sploh ne uporabiš, ampak to se samo od sebe zgodi, disociacija, greš iz telesa, je velika verjetnost, da se ti bo to ponavljalo v vseh podobnih. Disociacija je ena obramba, Ja. ki ni običajna za take manjše travme. Še najhujše je, ko greste k zobozdravniku, pa tam malo gledate pod stropom, kakšne ima ploščice gor ali kaj. Zato, da odmislite bolečino. Ampak tisti ljudje, ki so pa doživljajo res travmo, pa lahko disocirajo iz telesa, lahko disocirajo iz sebe, postanejo nekdo drug. Skratka, to je taka velika razpoka v psihi in to je, Se pravi, to se ne zaceli kar tako samo po sebi. Lahko postane običajen
način, kako se braniš, ampak to je pa že za specialiste. To ni za narediti to doma. So tudi kakšne druge še posledice, predvsem bi mogoče še vseeno rekle, katere so tiste nekemične oblike zasvojenosti. Poznamo zdaj najbolj mogoče to za zasloni. Ampak trenutno je to najbolj aktualno. Ja. Seveda pa je in vedno je bila hrana. Že od Sisi vemo, pa od Rimljanov, da so brokoli. To se nam je včasih čudno zdelo, ko smo v šoli razlagali, ampak so že pred nami živeli s temi stvarmi. In tudi med nami. Ja, potem seveda z odnosi, z tem, da ustrajaš z nekom, ki je vsak dan drama, pa nobene šanse na izboljšanje, to tudi ena vrste prilagoditev na neugodne okoliščine. Na sireno. Ja. Potem seveda vse, kar je adrenalinsko. Adrenalin je tudi ena taka stvar, če si zelo pod adrenalinom, se lahko zelo osredotočiš na to in pozabiš vse drugo, kar te muči. In temu, v bistvu so vse vrste zasvojenosti načini, kako pozabiš na tisto sireno, ki tuli od zadaj non-stop vsak dan tvojega življenja in jo ne moreš izklopiti drugače, kot pa da se zadaneš, kar je dobesedno, ker se da tudi in s kemičnimi snovmi, z alkoholom ali pa s cukrom, se da zadeti tako, da možgani drugače delujejo. Namen zasvojenosti je izklopiti alarm. In tako sta te dve stvari povezani. Vsi ljudje ali pa večina ljudi, kdaj poskuša alkohol, pa jih pa ne zanima več, včasih tudi, ko smo mladi, pa smo pametni, pa hočemo kaditi, zato da bi izgledali odrasli. Pa tudi to nehamo, pa probamo druge stvari, pa se nas ne prime, razen če ugotovimo, da to odlično izklopi alarm. In potem končno je tišina, ki jo plačaš. Fino jo plačaš. In zato, to je tudi razlog, zakaj ni vprašanje, zakaj ljudje začnejo s temi stvarmi, da bi bili zasvojeni. Naučite se nekaj od tistih, ki nehajo. Ja. In od tistih, ki ne morejo nehati. To je bistvo zasvojenosti, ne morem nehati, ker mi je preveč dobro, ker funkcionira. Mogoče je ta odvisnost od odnosov malce specifična. Tudi za razložiti, ker vemo, da smo že po naravi odvisni od odnosov. Ste pa tudi sama imela to izkušnjo, tako da mogoče. Če jaz rečem odvisnost, mislim zasvojenost, kot sinonim. Tako je. Ne pomeni, da sem jaz odvisna od nekoga, zato ko za eno plačo ne pridem skozi, pa rabim dve plače, to ni to. Če jaz rečem odvisnost, mislim zasvojenost. Mislim na ljudi, ki dolgo časa vztrajajo v odnosih, ki nimajo prave perspektive in pri katerih noben od dveh ni srečen, pa vseeno ne grejo narazen, čeprav bi to zlahka naredili, ker ne bi bilo ne vem kakšnih posledic. Kaj imajo od tega? Nekaj že, a ne? Pa še eno odvisnost od sanj, zaljubljenosti v sanje. Zaljubljeni v sanje je naslov moje druge knjige, kjer sem parafrazirala pravzaprav ime takrat znane in pravkar ponatisnjene knjige Ženske, ki preveč ljubijo. Ker niso samo ženske, so ljudje. Ne, da ljubijo preveč. Zaljubljeni so in v kaj so zaljubljeni, nekaj, kar ne obstaja. Morda so predstave o partnerju. Iluzije, da imaš moč, da spremeniš nekoga drugega in pol bo vse v redu. To sem zelo specifično povedala, pa mislim, da se kar dobro sliši. Ja, v redu se sliši, ja.
Zdaj, mogoče, glede na to, da sem tudi jaz recimo srečala vašo knjigo, zato da sem sploh dojela, kaj se mi je dogajalo. In da se te literature tudi kar nabralo v našem prostoru. Kako ocenjujete, a se je kaj izboljšalo, glede na to, kako so naši starši, bom rekla, mogoče nagonsko živeli, ne da bi si razjasnili, kaj jih poriva, kaj jih vleče? Jaz mislim, da ja, ker mislim, da je prvi korak v procesu okrevanja, da sploh se zaveš, kaj je narobe. Brez tega ne moreš nič popraviti in če samo slediš korakom, ki so ti starši povedali, se najdeš čisti isti godli, samo eno generacijo pozneje. In zato mislim, da je to ozaveščanje, pisanje knjig, pa branje knjig, pa tudi pogovori o tem, da je to izjemno pomemben prvi korak. Mogoče ne bo jutri drugega, ampak nekje se bo zapisala informacija, niti treba matrace. To znamo zdraviti. To je najbolj važno, kar imam ljudem povedati. Travma, pravijo, se zdravi 3 generacije, je to res? Vsak zase. Zame travma je osebna. 3 generacije, gremo zdaj že na socialno in ja, več kot 3 generacije treba, da se travma spuca ven iz tega generacijskega predajanja informacij. Ampak vsak trpi osebno. Vsak doživlja svojo osebno dramo in že to, da se zaveš, da je takih veliko, podobne drame doživljajo, ker se o tem piše, pa ker se ljudje zbiramo in o tem pogovarjamo, že to pomaga, ker, veste, tisto najbolj težko, kar se predaja kot štafeta iz generacije v generacijo, je krivda. Krivda. Meni je pravzaprav zanimivo, da odrasli ljudje, ko razmišljajo o sebi, ko so bili recimo stari 5 let, ne razumejo, koliko so bili majhni in koliko so bili nemočni. Imajo občutek, da so bili zmeraj taki, kot so zdaj. In potem se počutijo krive, ker takrat niso ravnali drugače, mogoče, ker se niso uprli spolni zlorabi, tega je veliko. Ali pa recimo, ker niso na glas povedali, da recimo jim nekaj ne paše. Ampak vedno moraš razumeti človeka, takega, kot je bil takrat. In nagovorilo me je prej na začetku, ko je gospod rekel spoštovanje. Spoštovanje je zame to, da vem, da vsak sleherni človek vedno, v vsaki situaciji poskuša narediti tisto, kar misli, da je najboljše. Kar zna. Glede na to, kar takrat razume kot svet. Imamo pa toliko različnih podob sveta, kolikor je ljudi. In potem se to zakomplicira, ker mi vsi mislimo, da ti pa ti enako vidiš svet kot jaz. Samo to ni res. Mi vsak živimo v svojem osebnem peklu in poskušamo najti pot ven. In šele ko razumemo, kaj nas drži v tem peklu, krivda, občutek, da smo samo mi taki, občutek, da nismo vredni, da bi nas kdo imel rad kar tako, brezplačno, občutek, da ne smeš reči ne. Šele takrat v bistvu ljudje zadihajo. V vaši knjigi beremo o pacientki Ani. Rečeva, da je sestavljena. Lahko je, lahko ni, ne vemo. Gotovo je kaj kakšna taka Ana. Ja. Gotovo, jaz sem jih srečala že veliko. Ki pride v ordinacijo z
zgodbo o tem, da je prestroga oziroma prenasilna celo do svojih otrok in da bi si želela spremembe. Ja. In potem nastopate tu tudi vi kot terapeutka. Vi niste sestavljena, je kar ta prava. Jaz sem tukaj notri sebe. Ja. In skratka greste preko tega postopka, spremljate jo v njeni ozdravitvi in okrevanju. In sicer kmalu potem se izpostavi, da ne gre samo za neko golo nasilje, ampak da ima to seveda svoje vzroke in v njenem pač otroštvu. Izvemo, da je zadaj zloraba spolna, da je zadaj ogromno nasilja, alkoholizma in pač vse to potem rezultira v mnogih njenih ponavljanjih in pa tudi mogoče neravno takih dejanj, ki bila, ne vem, splošno sprejeta oziroma neravno etična dejanja, ne, če smo že ravno tukaj. In potem se mora res podati na pot z vami oziroma kar nekaj tehnik uporabite. Ampak meni je bilo zanimivo, kako je ona res nosila to krivdo in kako je ona bila sicer tudi okoli 5 let je bila stara, ne 6, ko je doživela to prvo zlorabo spolno, se čutila krivo, da je pač ona izzivala tega dedka in kasneje tudi je to ponavljala v svojem zakonu in z drugimi naključnimi partnerji oziroma. Ena zakonitost je pri travmi, ki ni splošno znana, ampak je pa univerzalna. Kdor se ne zave svojih travm, ker veste, ti mehanizmi, s katerimi se poskušamo braniti, tudi asociacijo smo rekli, to se pravi, da kar zbrišeš to, so tako močni, da če ne prevzameš odgovornost za to in začneš en proces, potem nehote in brez, da bi si mogel pomagati, ponavljaš tisto, kar so drugi tebi naredili, najšibkejših od sebe. In to je, za moje pojme, to je ta etični, zaradi česar mi je nagovorilo vaše povabilo. To je to, kar vidim v ponavljanju teh dogodkov, nasilja. V bistvu en kup nemočnih ljudi, ki sploh ne vejo, kaj se jim dogaja. Ne znajo prijeti. Vi ste rekli, ta dejanja niso etična. Tisti, ki je brez greha, ne vrže prvi kamen. Jaz pravim, to je, če bi se... Vsi, ki ste tukaj, ste kdaj naredili kaj, kar vam je bilo pol žal. Ampak takrat, ko ste to delali, ste mislili, da je to edino, kar se da narediti. Če dovolite tudi drugim to pravico, da se kdaj zmotijo, da kdaj so nevedni, da so kdaj pod vplivom te sirene, ki jim tuli v glavi, povsem izbezumljeni in ne morejo najboljšega iz sebe dati, to je zame spoštovanje. Verjamem, da si tak, kot si, najboljši, kot moraš biti in da iz te točke naprej lahko gradiva na boljše. Če pa tukaj zraven daš krivdo, pa porušiš vse. Ja, to sem v bistvu hotela tudi vprašati. Se pravi, kako mi lahko prepoznamo v družbi nekoga, ki se s tem muči. Se pravi, da ga tudi nekako drugače znamo videti, zagledati in slišati, ker imamo tudi mi mogoče svoje travme, in potem pride do velikih napetosti in nesporazumov in prepirov. Kako pravzaprav nekoga pustiti, da, ne vem, da bi zdržali to jezo njegovo, recimo, če se razjezi ali pa kaj v tem smislu.
Jaz mislim, da ni treba nič prepoznati, ampak lahko enostavno rečemo, ljudje imajo razloge, da se obnašajo tako kot se. In ti njihovi razlogi v njihovi glavi se zdijo čist smiselni. Če jim hočemo dopovedati, da ni v redu tako, moramo najprej iti na njihov nivo, pa potem od tam graditi. Zviška pa samo obsojati, to ni prav, ono ni prav. Vse so vsi že probali, pa ne deluje. Tako je. Ne deluje. Če ne bi, že zdavno ne bi bilo več nasilja, pa gledajte, vedno več gre. Ker zdaj imamo mi dve osebno travmo, ampak vidimo tudi v družbi, da nekaj je narobe, ker govorimo tudi o kolektivni travmi, ne? In nekaj mora biti se zelo že nabralo, nečesa, česar se ne zavedamo očitno, ne? In kaj če pogledate samo tisto družino, ki sem jo prej predstavila, mama ima gotovo svoje travmo, grem staviti, kar čte, da je imela še očeta alkoholika, ta oče ima tudi verjetno svojo travmo, mogoče nezakonskega oča ni priznal in si v bistvu svoj občutek nemoči pil z alkoholom. Ta otrok bo svoje nesel naprej in tako naprej. Družba je veliko posameznikov. Na neki točki se jih izgubimo iz vida, ampak silnice so pa še vedno iste. Meni se zdi, recimo, ta primer, ko ga danes vsi gledamo, pa smo nemočni ob tem, ta primer Gaze. Zdaj, generacije nazaj so Izraelce oziroma pač Žide stradali do smrti, celo generacijo. In kaj zdaj oni delajo drugim? To je tipičen primer, kako travma, ki ni ozaveščena, gre naprej. So pa narejene prav študije v Izraelu na motnjah hranjenja, ko so recimo bile mame pač v taboriščih izstradane, da se to še 3 generacije kasneje pozna na njihovih potomcih. To se prenaša preko stališča. Veste, mi, ko se rodimo v neko družino, mi brez da bi imeli kakršenkoli filter od razuma, ki pride šele kasneje, če pride, ponotranjimo in vzamemo za sveto resnico tisto, kar naša družina govori o tem. Kdo si ti, kdo so ljudje, kaj je treba narediti, če si jezen, kaj je treba narediti, če te je strah, kaj je treba narediti, če ti kdo grozi. To vse v paketu mi ponotranjimo v obliki neke, ko bi rekli, neke vrste notranjega starša. In notranji kritični starši, ti so potem gnjavi. Vse si predstavljate, ko odpreš hladilnik, pa pogledaš, kremšnita, pa nekaj v tebi reče, pa ne boš te si že 2 danes pojedla, ne boš taka prasica ti bila. Kdo to reče? Notranji starš. Kdo to reče? Pa reče? O teh stvareh govorim, šele zdaj, ko sem vam rekla, zdaj se boste zavedli, ko boste odprli hladilnik teh glasov. Če pa se ne zaveš, pa vsem deluje. Kaj pravzaprav sproži prenajedanje oziroma te prehranske motnje nasplošno? To so vse manevri za utišati sireno, ki tuli v ozadju. In zato nima smisla tem ljudem predavati o zdravi prehrani. Grem stav, da vejo več o prehrani, kot iz dietetik, ki jih proba učiti. Nima smisla jih kriviti, kakšni so, če imajo veliko telesno težo ali pa majhno telesno težo, celo kaznovati, kazensko odpustiti iz bolnice, če bruhajo in tako naprej. Nima smisla. To, kar jaz mislim, da je treba narediti. Treba jih prepričati, da je svet varen in da so mu kos. Da se lahko odrečejo svoji glavni obrambi, ki so imeli v življenju izpiljeno, da če me kaj muči, se grem toliko najest, da ne morem nič več misliti in potem je boljše. Tako. Ja.
Kaj pa, mislim, da smo zdaj že kar nekaj odvisnosti obdelali. Kaj pa seksualna odvisnost? Isto. Isto, samo pač, če pogledate spet tisto točko, generično, ko sem na začetku rekla, vprašanje je, kaj bo naključno prvo spoznala, da ji pomaga utišati sireno. Mogoče, če gre za spolno zlorabo, je kdo pred tem še pomagal, zato ker samo to masturbacija tudi marsikatero sireno utiša vse za trenutek in potem te trenutke rabiš vedno pogosteje in pogosteje in pogosteje. Iz tega stališča jaz smatram, da obstaja samo ena zasvojenost, ena peklenska gugalnica in različne stvari, ki se goncajo na njej. Ampak ni tako važno, da ti daš stran eno, pa potem druga se gor usede. Ti moraš razmontirati gugalnico. Ta je pa v tebi, v tvojem umu, v obliki prepričanj. Jaz sem slaba, mene ne bo nikoli nihče imel rad. Če bi me kdo videl v resnici, kakšna sem, bi me zapustil tisti hip. Taka prepričanja. Nimam pravice se potegniti zase, sploh ne vem, kjer se je zmotil, da me dal na ta svet. To je v duši tistega, ki je zasvojen. Pa telo si vse zapomni. Se pravi, nimamo spomina, 3-letna deklica nima spomina ali pač fantek. Nimaš še slike. Ja? Nimaš slike. Spomin ni sestavljen samo iz slike. Mi smo vajeni, to je v tej knjigi, pa še v eni dobri knjigi, ki je tudi zdaj frišno prevedena, Pete Walker, o posttraumatski stresni motnji. Spomin ni sestavljen samo iz slike, čeprav se mi ne zavedamo, da so zraven zvoki, vonji, telesni občutki, telo, kako je zakrčeno telo takrat. Celo ena psihoterapevtska tehnika je, recimo, če vi tako sedite, pa vas jaz vidim, da dve časa tako sedite in ko jaz nekaj rečem, tako brcnete. Bom rekla, da brcni še bolj, bo prišel spomin. Spomin je v telesu, zato ker ni travmatski spomin, tako od začetka bom povedala. Ko se ljudem dogaja travma, so vsi iz sebe dobesedno, se pravi, niso v razumu, ampak so v enem posebnem stanju, kjer se branijo. In v tem stanju razum ne deluje dobro. Če pravi, če primisliš, ne moreš dosti hitro laufati, čistko. Se pravi, instinktivno takrat se razsuje tvorjenje spomina. In slike, misli, zvoki, vonji, melodije, telesni občutki se ne sestavijo. To je tako, kot bi morali, če film delamo, morali dati sliko, pa podnapise, pa zraven še muziko od zadaj, da bi šele bilo to smiselno. In to se razsuje v travmi in zato ljudje včasih doživljajo občutke strašnega besa, tako, da bi ubijali. Pa ne vejo zakaj, pa jih je sram, pa vejo, da ne bi smeli, ampak gre za spomin na občutek otroka, ki je bil zlorabljen. In šele tako stvari počasi, ko jih razumeš, vse zato sem to knjigo Ujetnike preteklosti pisala, da sem te plasti, kako prideš do izvorne kode, bi rekli danes, se pravi do tistega res, kaj se je zgodilo. Da zastavljate nazaj to sliko. To je prav detektivsko delo. Ja, mi imamo v resnici neko predstavo, da bi to moral biti film, in potem... Ja, če manjka glavna komponenta slika, misliš, da si tako strašno besen zaradi tega, kar ti zdaj le dela. Ampak je mogoče samo sprožil nekaj, kar je bilo že prej v tebi. Tega se je treba zavedati.
Ja? To je zelo pomembno za posameznika, ker Ker drugače te moraš ustaviti, ker drugače misliš, da ti cel svet nekaj dela. Logično, če alarm skozi zvoni, boš gledal, kdo ti zdaj kaj dela. Šele, ko se ti zaveš, da imaš pokvarjen alarm, da ga je treba izklopiti, potem lahko gledaš na svet popolnoma drugače. To pa ni tako enostavno, ko ni samo enega gumba. Ja. Pa še tisti, ki je zelo daleč zakopan v preteklosti. Zdaj vsi vemo, da je. Ja. Zdaj, kaj je pravzaprav posttraumatska stresna motnja? Vidimo, da so posledice različne po travmi, se pravi, imamo razne odvisnosti, imamo tudi kakšne, zdravstvene težave. Kaj pa je posttraumatska stresna motnja pravzaprav? Prvo moram povedati, da sta dve vrsti posttraumatske stresne motnje. Tisto, čemur navadno rečemo posttraumatska stresna motnja, kar vam mogoče zdravnik kot to napiše, Diagnozo. gre za nekaj, kar se zgodi odraslemu človeku, recimo se zaleti na prometno nesrečo in še nekaj časa potem, zdaj kriterij je 6 mesecev ali več, se ne more voziti v avto, ker ima skozi strahove ali kakorkoli. Potem, ali pa recimo ima kdaj občutek, da leti čez rob ceste, se pravi, to se reče flashbacki, ali pa recimo ima, pač vidi se, da je njegova psiha zdrmana in da rabi nekaj časa, da se zaceli. To je pri odraslih. Pri otrocih je pa drugače. Kronično. Pri otrocih psiha se dokonča pri 22-24 letu, do takrat je nedokončana in vse, kar se zgodi v vmesnem času, povzroči spremembo v tem nastajanju. Na koncu, recimo temu rečemo kompleksna posttraumatska stresna motnja, kjer vpliva dve stvari. Kot prvo, da otrok ni odrasel, nima mogoče niti še besed. Imamo primere, ko se je to zgodilo travma dojenčku, novorojenčku, recimo posvojitev ali kaj takega. To je ena stvar. Druga stvar pa je, da storilci nasilnih dejanj nad otroki so najlažji družinski člani, ne? Zato, ker majhen otrok je več ali manj v družini. Ne hodi sam okoli, vse je danes ne. In to je pa še posebej hudo, če je oseba, ki jo ljubiš, oseba, ki ti dela take dogodke. Se pravi, to je čisto druga stvar. Posledice kompleksne posttraumatske stresne motnje so take. Nekaj časa zgleda, kot da se je otrok prilagodil. Mogoče postoje ima kakšne take motnje, recimo jeclja, ali pa recimo v šoli ne uspeva, ali pa kakšne take stvari, potem se to pozabi in skoraj nič se ne dogaja, ker očitno so ti mehanizmi dovolj dobri tam, da je 25 let. Kako 25, ok. Potem pa začne prebijati čez plafona. In tisto, kar prebija, so čisto drugi simptomi. Nizek občutek lastne vrednosti, motnje v odnosih, navezovanje na problematične ljudi in ne moš iti stran od njih, nesposobnost poskrbeti zase. In poskrbel bi za cel svet sam zase. Niti jasno, kje so meje, kaj smeš dovoliti in kaj ne. In vseobsegajoč občutek krivde, že zato pa sem živ. To so posledice pri odrasli osebi in ona nima pojma, zakaj in odkot to. Dogodka ali dogodkov se ne spominja, če se pa že spominja, pa jih ne povezuje s tem, kar zdaj čuti.
ona misli, da to tako pač je, ker ona taka je. In seveda celo okolica govori, da je z njo nekaj narobe in ona to zlahka in z veseljem sprejme kot razlago. Ja, da si problematičen, mogoče tudi črna ovca tako nastane. Ja. Oziroma je to že posledica kompleksna. To je vse povezano je. eno z drugim. Važno je, da vsi mi poznamo ljudi, ki se tako obnašajo, kot sem zdaj naštela, kot da to mislijo o sebi. In mogoče jih malo prezirate, mogoče mislite, da bi lahko boljše obnašali, mogoče se itak z alkoholom pomagajo, da se to ne vidi, pa se takrat dajo duška in vino veritas. Ampak to je to. In to je pogosto. Kompleksna posttraumatska stres. In k temu se čisto drugače pristopi. Mogoče bi razbila še en mit. Ni tako, kakor filmi pravijo po Freudu, da ko se spomniš enkrat, kaj se je zgodilo, pol je pa vsega konc. Še vedno se moraš ti naučiti drugače živeti. In to je večji izziv. Ne? Bolj važno je, recimo v moji terapevtski skupini, kjer se s tem ukvarjamo, imam program. Program pazi na to in ta program je opisan v moji knjigi Delovni zvezek Umirjenost, ki se sam na internetu še da dobiti na moji spletni strani. In je važno, da poskrbiš za telo, da poskrbiš za psiho, da poskrbiš za odnose in da poskrbiš za duhovnost. Karkoli od tega bi spustil, pomeni, da je to najšibkejši člen, kjer se bo vse zalomilo. Se pravi, program mora biti intenziven in uči ljudi imeti drugačen odnos do sebe. In še lepo, ko se počutimo kolikor toliko v redu do sebe, pa mi lahko gremo travmo sploh. Pravijo pa tudi, da se zdravimo v odnosu, v kvalitetnem odnosu, ali kako bi to, ker pravite, da najprej moramo imeti odnos do sebe. Odnos do sebe se naredi v osebnem življenju človeka preko odnosa z mamo. V maminih očeh se prepoznaš. Ko te mama gleda v oči, ti vidiš, ti si moj srček, ali pa kaj te je treba bilo. In preko tega si mi ustvarimo podobo o tem, kdo smo. Psihoterapevtski proces pomeni, da si terapevt se potrudi ustvariti res celosten odnos s tabo. Jaz se ne bojim navezati na človeka. Meni je mar za te ljudi. Meni je važno. In ne bom se šparala v smislu, da bi se že na začetku bala, kako mi bo hudo, ko bo nekdo ne bo uspel ali pa ko ne bo odšel, ker seveda se navežete za čas. Ampak na nek način pa vseeno to vrsto negujoče ljubezni ponudiš nekomu, ki jo mogoče sploh ni imel. Ker imamo več vrst navezanosti, ki jih tudi posvojimo v izvorni družini. Mogoče kaj o tem še? Vse v bistvu sem s to metaforo Selene Kituli, sem v bistvu z drugo besedo povedala, temu rečemo nevarna navezanost. To ne pomeni, da zdaj tisti otrok ve, da je nevarnost. To gre za osnovno stališče do sveta. Ali je svet varen in se jaz lahko upam biti to, kar sem, ali je svet nevaren in moram jaz skozi imeti ven senzorje, da bi videla, kaj se od mene hoče, ker če bom slučajno falila, me bojo pa zapustili. To je nevarna navezanost. To ni dosti, da rečeš just stop it, ne di. Se je svet varen. Noben mi ne bo verjel. Morajo doživeti en odnos kot varen in zato smo terapevti. Ker terapevti smo pač
varni v tem smislu, da ne bomo ta odnos zase porabili. Ljudje, ki jih pa srečaš takole, imajo pa svoje interese do tega, da bi imeli odnos s tabo in ti interesi niso vedno v redu. Niso vedno nesebično namenjeni rasti klienta, kot bi naj bil terapevtski odnos. Pa tudi nismo vsi terapevti, kar se tiče odnosov, ampak gre za spoštovanje, pa gre za ljubezen. Ja. In vi v bistvu tudi gledate na svet, oziroma na ljudi, kot kljub temu, da vidite toliko, pravzaprav slišite toliko groznih zgodb, še vedno verjamete v dobro v človeku. To je moja zavestna odločitev. Mogoče boste kakšni razumeli, če rečem, nekateri se zavestno odločite, da je Bog, ker itak nimamo dokaza. Ali pa ga imamo, kamorkoli pogledaš. Jaz se zavestno odločam, da bom videla dobro v ljudeh. Ker če bi bila pozorna, to je stvar fokusa. Če bi bila pozorna samo na napake ljudi, kaj pa jaz vem, kaj je napaka? Mogoče je tisto, kar je zdaj napaka, njemu življenje rešila. Ne vem, nisem njegove koži. Jaz samo vem, da se ljudje trudijo biti dobri, kot pač oni razumejo to. Vendar, ko si pa v odnosu in mogoče tudi to travma, bond razložite, ne? In vztrajaš nekje, kjer pravzaprav ni napredka, kako je pa takrat, kljub temu, da verjameš v odnos, kljub temu, da verjameš v to, da se da. Dokler verjameš v odnos, ostajaš. Dokler verjameš, da se še kaj da narediti. Seveda izjema je nasilje, fizično in psihično nasilje je izjema, kjer je treba potegniti jasno mejo. Tisti, ki sam, zato govorimo travma bond, ne? Tisti, ki sam ostaja in izbira ostajanje v odnosu, kjer gre za psihično ali fizično nasilje, ne dela tega iz ljubezni, ampak zato, ker ne more oditi. In to, da ne more oditi, je povezano z njegovo lastno travmo. Nima veze z tem odnosom. Drugače odnosi so tako vseobsegajoči, se govorijo o partnerskih odnosih, da je težko reči, kje je tista meja, ko se nič več ne da. To je stvar osebne odločitve. Jaz verjamem, da ta odločitev se ne neha, ko prvič dahneš, ampak da se moraš to spraševati pravzaprav kar naprej. In dokler verjameš, da ta da še vedno drži, greš tudi kaj čez sebe in je prav to. Ampak ne pa poznam pa ljudi, ki boljš, da grejo na razen, ker drugač bi se pobili. To pa živa boljše. Boljš, da se potem ne držijo teh cerkvenih zapor, oziroma tega zavedno je odzunji pametovati, ko si pa v tej situaciji. Vsak, ki je bil ve, točno ve, da to zahteva njega celega, da se mora vprašati o čisto vsem, kaj ti si in kaj ti nisi in kaj hočeš biti in kaj nočeš biti in se odločiti težko. Mogoče bi, veliko je tematik, mogoče bi eno teh malo bolj skrajnih, se pravi spolna zloraba, ki pa se v naši družbi pravzaprav ne kaznuje na nek drastičen način, oziroma mogoče se zelo skoraj ne kaznuje. Ampak posledice na žrtvi pa ostajajo. Gre tudi za neko ta telesni spomin, ki so že govorili o njem. Se pravi, da žrtev pravzaprav krivično želi podoživljati to, kar je doživela, oziroma njegovo telo žrtve. Ja. To tudi v knjigi dobro opišete, ko si pač junakinja želi
nekih močnih občutkov oziroma tudi nasilno spolnost in jaz mislim, da to zavine. Ampak jaz bi rada nekaj povedala, kar se mi zdi najbolj važno, prosim, pa upoštevaje, da 1 in 5, eden od 5 v Evropski uniji ljudi je bil spolno zlorabljen. In če tlele zdaj noter čez palc 100 ljudi, je bilo 20 zlorabljenih in to je številka, kjer bi morali vsi zelo spoštljivo okoli nje govoriti. Jaz bi rada jasno povedala, spolna zloraba je nasilje, ne pa seks. Absolutno to pomanjševanje efekta v smislu, se je samo hotla, se je nič protestirala, se je uživala, se je ženska tako uživala, ker si grob. Grozno. In to je še dediščina tega patriarhalnega našega vzgoja in tako naprej. Spolna zloraba je nasilje in to duševno in duhovno nasilje nad nekom, ki še ni začel živeti, pa se že mora ukvarjati s takim vprašanjem in ima hude posledice. Saj ne moramo ljudi tako kaznovati, kot so oni hudo naredili temu. Ampak vsej to minimalno priznanje žrtvam, da je to nasilje. Vem, da je bilo težko, da dobijo eno ustrezno pomoč, vse to bi bili dolžni. In mislim, da je to tisto, kar je najbolj boleče, ker tega ni. Kadar recimo govorimo o raznih trenerjih, duhovnikih in tako naprej, se hitro, in to so patriarhalni krogi, če bomo reči, ali pa ne, se hitro to obravnava kot seks izven zakona, pa to sploh ni to. To je uporabil si enega otroka in mu uničil življenje za svojih 2 minute užitka. Grozno. Se strinjam. Brala sem knjigo o ženski izpovedi, o tem, kako jih je pedofil zlorabljal in ona je zelo naravnost napisala, da je ona uživala v tem kasneje. In kakšna krivica je spet to? Človeško in tudi otroško telo ima sposobnost na določeno stimulacijo, da doživi te občutke orgazma. To nima blage veze s tem. To nima blage veze. To je kljub temu nasilje. Pač del se mi je važno to izpostaviti. In otrok je otrok. Ni izjem. Kaj bi pa odgovorila tistim, ki pravijo, zakaj pa si šele sedaj spregovorila ali spregovorili? Zato, ker kot prvo se tudi zdaj, če spregovoriš, noben noče slišati. Kot drugo pa sem prej razlagala, da spomin ob traumatičnem dogodku zataji in otrok itak ne ve, kaj to je. In ve, da je nekaj narobe, sam nima besed. Ponavadi velikokrat slišim osebno od konkretnih oseb, sem povedala, pa je mama rekla, da si izmišljujem. To so odgovori, zakaj se tako pozno izve. Mislim, da se tukaj časi spreminjajo, ampak še se morajo. Še nismo tam. Mi tu. Ja, kar nekaj tematike ste že rekli. Mogoče še ta odgovornost posameznika in družbe do mladih in te nekemične odvisnosti od ekranov oziroma od zaslonov. No, tukaj prihaja do enih zanimivih preobratov, ker
pri nas so prepovedali telefončke v šolah. Še lani sem si mislila, da tega ne bojo upali. Marsikatere velike države, recimo Avstralija, Kanada, so prepovedali otrokom do, mislim, 16 leta, odvisno od države, tele državne medije. To je še posebej zasvojljivo za mlade ljudi. Treba je povedati nekaj, tako kot sem že rekla, do 22 leta se možgani formirajo in telefončke dajo otrokom, pa da je že skoraj v rodnišnici. Ja. In način komunikacije z ekranom je povsem drugačen kot način komunikacije z osebo, kjer je večina komunikacije neverbalna. Tam pa gre za intenzivne sličice, intenzivne zvoke, igrice s hitrim nadgrajevanjem. In ti otroci izgubljajo sposobnost razumeti bolj subtilne odnose. To tako kot nekdo, ki je vajen tistih plakatnih barv pri kakšnih slikarjih, bo pri kakšnem japonskem akvarelu, ko se sam dve črte s čopičem, sploh ne bo nič videl noter. Gre za to, da se naša sposobnost dojemati subtilne nianse v komunikaciji z drugimi ljudmi, ki se mora pri mladostnikih izpiliti, da bojo lahko potem kot odrasli, vse to, kar odrasli moramo se naučili, se ne razvije, zakrni. To je tako, kot da bi sedel v stolu in nikoli vstal do 20 leta. Kako bi pol hodil? Ja, mi smo v knjižničarji smo imeli primerjavo, se pravi, branje je bilo, če je to ocean, branje je bilo potapljanje, branje na ekranu pa surfanje po gladini, se pravi. Dobra primerjava. Ja. Ampak kako se obnaša človek, ki ne razume globine? Ja. Morje je na površini nekaj čist drugega kot v globini. Čist druge zakonitosti veljajo. Ja. In če bomo vsi površni, kaj bojo? Ja, nič fino nam bojo vse prodali, kar hočemo kupiti in mi bomo od ene do druge reklame iskali tisto ultimativno srečo in nikoli jo ne bomo. Vedno bo nekje druge. Kot družba smo odgovorni, da to spremenimo. Ja. Ampak, veste, vedno ko rečemo družba, začni pri sebi. Pri sebi. In to je najleitmotiv danes. Začni pri sebi, bodi tisto, kar hočeš videti v svetu, bodi ti globok človek. Poišči svoje globine. Najdi sebe kot svojo najglobjo možno varianto. Ne biti zadovoljen s tem, da lepo zgledaš, pa da si lepo oblečen. Kaj nosimo v srcu? In kaj gneva lahko še dokler smo živi splicamo ven iz svojih odnosov. Pa smo pri narcisih. To je še tema, ki nam je mogoče ostala. Pravimo, da smo postali narcistična družba. Kako z narcisi, oziroma kdo je narcis? Zakaj se za narcise mnogokrat označuje ljudi, ki to pravzaprav niso? Zato, ker to influencerji zlorabljajo, zato, da prodajajo svoje stvari. Narcisizem je neka klinična diagnoza in tako kot nismo vsi nervozni, zato ko imamo živce, tudi niso vsi narcisi, zato ker pač celo paradoksno mi je, to smo se pa na skupini pogovarjali, moji klienti, ki so odvisniki od odnosov, ki so na sprotnem delu spektra kot narcisi. Oni bi vse za druge, narcisi pa vse zase. Ko začnejo ozdravljati, ogrevati, jih začne okolica označevati za narcise. V resnici
so pa šele prvič postavili meje. Zato imam jaz za meje zelo jasno pravilo, Tito ga je izumil, tujega nočemo, svojega ne damo. In če ti meni govoriš, da jaz moram z mojim časom razpolagati tako, da bom zate delala, na čigavom terenu si? To je pa zelo hitro jasno. Smo začutili mejo. To je res dobra definicija. A se pogovarjamo o meni, a se pogovarjamo o tebi. Jaz tebe pustim, mene pa pusti. Super. Da bi se še bolj razumeli, mogoče travma ima še druge posledice zdravstvene, to je dokazano. Različne. To je dokazala ena ogromna študija, ki so delali na 100.000 ljudi. Najprej v Ameriki, tudi pri nas je Metka Kuhar naredila eno študijo v zvezi s tem. To je ACE študija, če boste kaj brali, to pomeni Adverse Childhood Experiences, kjer so ugotovili, ta študija 20 let potekala, so ugotovili pri ljudeh, ki so imeli pač take dogodke, traumatične v življenju, in takih je bilo več kot pol, ki so se sploh spomnili tega, so ugotovili povečano seveda zasvojenost, rak, debelost, kar verjetno ima veze z tudi motnjami hranjenja, ki je zasvojenost, pa tudi druge stvari, ki so visok krvni tlak in take bolezni. Skratka, celo paleto bolezni, in to je bilo statistično signifikantno dokazano na največjem možnem vzorcu. Brala sem tudi, da mogoče večja smrtnost pred... Od vseh teh bolezni se je logično. Recimo stopnja samomora pa teh stvari, to je tudi povezano. Ni pa to samo po sebi tak človek bolan, oziroma kako bi temu... Ni to teka diagnoza tako kot kakšna druga... Moja diagnoza je pripomoček za zdravnika, da lahko napiše recept. In ni nekaj, s čemer lahko opleta laik kar tako, kar ima pač 5 minut cajta. Diagnoze so vezane na statistiko in na zdravstveno zavarovalnico in so uporabne samo v ta namen. Moje ljudje, ki pridejo k meni, ki sicer imajo bolezen po tej klasifikaciji, ki se reče kompleksna posttraumatska stresna motnja, jaz jim rečem, vi ste normalni ljudje, ki ste bili prisiljeni se prilagoditi nenormalnim okoliščinam. In bolezen je ta prilagoditev. Ampak če pa ne bi se prilagodili, pa ne bi preživeli. To ni nobene krivde, to ni nobene moralke tukaj zraven. Ljudje nekako smo zelo prilagodljivi in se prilagodimo najbolj nemogočim možnim okoliščinam. In potem na neki točki, ko se teh točk nabere, pa če rečemo, to je zdaj bolezen. Samo to ne pomeni, da so ti ljudje zdaj označeni, kategorizirani, opredalčkani in da jih odpišemo in se ukvarjamo samo z onimi, ki so zdravi. To pa nikakor ne pride v poštev. Kdaj je človek vseeno na nek način ozdravljen travme? Ko? V vaši knjigi cilj ni, da prideš do kompletnega spomina, dobiš zraven epileptični napad in se mečeš po tleh, kot so v kakšnih filmih prikazovali, in potem si čudežno zdravljen na drugi strani. Cilj je funkcionalnost. Cilj je, da ti kljub tej sireni, ki se občasno še vedno oglasi, kadar ti pride ta prav trigger mimo, kljub temu zmoreš biti sočuten človek, funkcionirati v svojem poklicnem in osebnem življenju, imeti fajn odnose in biti zadovoljen s svojim življenjem. To je cilj. Ne pa zradirati preteklost. Preteklost je itak mimo, nimamo kaj zradirati. Problem je v tem, da ti ljudje nosijo s sabo preteklost,
so ujetniki preteklosti, kot Soujetniki, se reče v ja. tej knjigi. In jo ne morejo spustiti, čeprav je ona že zdavnaj njih spustila. Ni več funkcionalna. V bistvu to je tisto, kar pravim, vse tisto, kar bi radi odpustili, spustili, je že zdavnaj minilo. Samo paziti moraš, da sirena še vedno laufa in da je treba tam nekaj pošravati. Jaz pravim, da moramo odpustiti službe. Se pravi, mogoče res še nekaj o odpuščanju, kar ste tudi lepo v knjigi prikazali, na kakšen način. Ne moraš samo ukazati odpusti, ampak je to tudi proces. Treba je spoznati, da je tisto, kar nas še vedno boli, že zdavnaj minilo. To je tako logično, da je prav noro, da tega noben ne more. Ker misli, da bo vzgubil identiteto, da kar on ne bo več on. Ljudje se oklepajo pozicije žrtve, ker je to edino zadovoljstvo, ki ga imajo, edina pozitivna točka, ki jo imajo v življenju. Ne? Če se počutijo, da so žrtev, se vse malo dobro počutijo. Ne? Ampak to boljše ni druge ljudi. Če zamenjamo to besedo s preživeli, je to kaj boljše? Jaz zamenjujem besedo krivda z odgovornost. Okay. Pa je hitro jasno, otrok ni odgovoren za odnos z staršem, ker ne more biti, ker nima te sposobnosti. In zato tudi ni kriv, če je mamica žalostna in če bi pol učita, da je dobila raka zaradi tega in tako naprej. Danes sem poslušala eno tako, da je mama 8-letnemu sinu rekla, da je dobila raka zato, ker je on kriv. Dobro sem to slišala, pa to slišam vsak teden nekaj. Jaz sem na tej točki zahvalila za vse te res dobre odgovore, ampak bi pa prepustila še velik del časa publiki za vprašanja. Kaj pa patološki lažnivec, recimo? Vsi vemo, da je, on ve, da je, ampak kljub temu laže. Je to stvar travme ali kaj je to? Ne vem, ker ne moram tako nasplošno reči. Ne da se trpati ljudi v predalčke samo po eni stvari, ki jo vemo o njem. Ne? Je treba veliko bolj kompleksno. Če bi kdo hotel vas ocenjevati potem, da imate očala, kar je prvo, kar vidim, recimo, bi gotovo falil vas kot celo vesolje vsega, kar ste kot oseba. Dajmo drugim isto pravico, da so veliko več kot svoje simptomi. Se tle so starši še odzadnje, vzgojati. Ja. Če on še laže, zakaj še res ne bi? Ne, gre za starejšo osebo, se zavida, da laže, se zavida. Ljudje se vedno vedejo tako, kot verjamejo, da je prav glede na vse tisto, kar jim breči po glavi. In kaj jim breči po glavi, zdaj ne vem. A se je treba naučiti živeti z alarmom? Alarm pol ni možnosti, da izzveni. Možnost se je naučiti, da ga toliko misliš, da imaš funkcionalno odnose in življenje. Ne moš ga pa izničiti, to vedno bo. Ne vem, jaz ne bi dala takih univerzalnih. Mogoče ka še lahko, mogoče ka še ne. Mi smo zadovoljni, nehamo tam, ker on lahko živi sam. On pa pa še celo življenje pred sabo, mogoče pa bo. Se glede travme, ne. Glede travme se mi zdi, da ste se o meni pogovarjali, da sem ful res ful teh znakov. Me zanima podobno vprašanje. Možgani pozabljajo? Ne. Zakaj to je do tega, tako da... Možgani ne pozabljajo, oziroma tako bom rekla. Da zaradi tega pa lažje živiš. Možgani pozabljajo stvari, ki niso važne. In to selektivno.
travma ima pa na lestvici prioritet najvišje mesto. Vedno je najbolj varno, da si prvo varen, pol boš pa študiral, a imaš fajn frizuro ali ne. Ja, ker moraš biti varnost. In to je najbolj važna stvar. Ne? Zato to ne moreš pozabiti. Lahko se samo... Zato pa ljudje vse sort probajo, pijejo razne stvari, najedajo se, delajo se, samo da ne tega čutili. Ja, to sem vse čez. Lahko se naučijo, da ta alarm ne pomeni, da so v nevarnosti. In to je dovolj dobro, da lahko živijo naprej s tem. Tam sem še prej videla eno roko od zadaj. Ja, jaz sem jo vmes dvignila in sicer kaj bi vi rekli na osebnostno narcistično motnjo. Konkretno, tudi tu govorimo o spominu, o travmi, o nečem, kaj se oseba ne more spomniti, verjetno je to počača, da je lahko preživela. Kaj pomeni to za potomce take osebe? Poglejte, jaz ljudi, tako bom rekla, jaz sem zdravnica in se cel življenje učim o bolezni, ampak nisem videla še nikoli nobene bolezni, da bi stopila v to sobo. Videla sem pa veliko bolnih ljudi in gledati nekoga kot narcistično motnjo pomeni, da si milijavžent lastnosti, ki jih ta oseba tudi je, zignoriral in jaz tega nočem. Ne? Če bi imela pred seboj konkretno osebo, bi pač se glede na konkretne situacije obnašala. Diagnoze so, ne vem, tisti plakat, ki ga imaš na čelu, iz tebe pa nikoli nič ne bo, tebe bomo pa zapustili, ker nisi zmožen za odnose. Razumem, tudi bom pa drugače formulirala, recimo, da ne izhajam iz te diagnoze, ampak da izhajam iz take družine, kjer sem bila hudo traumatizirana. Mislim, da je tudi težko na glas povedati, če veš, da to starš. Razumem. Zdaj ste odrasli in s trenutkom, ko se zaveste, da je pač to težave, ki jih imate, posledica nekih travm, lahko okoli tega kaj naredite. Lahko najdete terapeuta, lahko najdete samopomoč, lahko, skratka, seveda najboljše distanco med sebe in tistega, ki ti dela travmo postaviti in živeti naprej, pa poiskati pomoč. Ljudje mislijo, da se vedno manj je takih ljudi, ki mislijo, da te psihične stvari boš pa kar sam vse zrihta. Za zadnje cajte nisem skoraj nobenega pacienta dobila na novo, ki ne bi že kje bil. Tako da to, da Slovenci ne hodijo k psihoterapeutu, to sploh ne drži več. Ne? Če bi imeli raka, bi se sami operirali. Mislim pa, to je dosti hudo. Hvala. Ja? Jaz bi samo omenila še en zelo pomemben pojav v sodobnem času, in sicer digitalna demenca. Tako da v bistvu zadeva, ker preveč preživljamo časa pred ekrani, še posebej na telefonih, ker je pač vse tisti dražljaji, ki prihajajo z njih, ki ste jih preomenjali. Tudi zaradi tega pa v bistvu nepomembne informacije to hitreje pozabljamo. Sočasno prihaja do pojava pač puščate efektivnosti, zaradi katere tudi jaz trpim, pa dobro, pač še drugi razlogi zraven. In pol se ti v bistvu zgodi, da nekako, da porajtaš, da v bistvu ne tvoriš nekih novih spominov. Da pa se to nobena stvar tako ne afektira in pol v bistvu sploh ne veš pač, kaj si prejšnji dan počel, kaj si teden nazaj počel pač. Si bil v zombi stanju. Ja, točno to, Možgani so fantastičen računalnik, takega ni v znanem vesolju, ki se od prvega trenutka ali pa celo pred rojstvom skozi formira glede na okolje in v to, kako se povežejo te razne povezave, so vdelani naši spomini, naše lastnosti, naši odzivi, vse, kar smo. In interakcija z računalnikom kot enosmerna komunikacija, ki manjka bistvo komunikacije, ljubezen,
sigurno vpliva na to, kaj te možgani odraščajočega otroka razvijajo iz svojih potencialov. To je dejansko tako, kot da, ali pa prej sem rekla, kot da ne bi hodili, ali pa kot da bi imeli celo življenje roke zvezane na hrbtu in potem bi kar od vas pričakovali, da od tega hrame dela ali kaj. Ne, enostavno, človek je tako narejen, da je poln možnosti, ampak te možnosti se razvijajo v interakciji z ljubečo osebo, ki je mar, in ta ljubezen in naklonjenost je pomembna, da se ti to naučiš. In če tega ni, mine tisti čas, ko so možgani najbolj sprejemljivi za razvoj, elastični, ja. Čeprav elastičnosti nikoli povsem ne izgubijo. Tudi recimo, če poznate nekoga, ko ga je kap zadela, pa v začetku ni mogel polovica svojega telesa premikati in govoriti, pa čez 6 mesecev lahko normalno govori in skoraj normalno premika roko. To je plastičnost možganov odrasle osebe. Neskončno potencialov imamo. In zato nikoli ni prepozen, da začneš to razvijati. Je pa res, da določena obdobja so pa v otroštvu so pa posebej temu namenjena in odgovornost staršev, ne samo, da jim damo vse, kar si izmislijo, da hočejo imeti, ampak da jim damo stimuluse, ki bojo razvili njihove potenciale. Da jim damo, ne vem, flavto zaigrati, pa če se čez en mesec zmislijo, da bi bobne, pa probamo še bobnet. Otroštvo je namenjeno temu, da probaš vse in da poskušaš razviti potenciale. Ne? Ni pa nič narobe, če jih veliko objemamo, s tem jih ne razvajamo. Od tega ni še noben umrl, od preveč ljubezni. Ja. Jaz bi se vprašala... Tam je zadnji gospa, pa boste pa vi. Ja? Jaz bi se vprašala, kako ste si vi zastavljali vaš smisel življenja? Kaj je za vas? Zanimivo, ja, vprašanje. Moram kar malo razmisliti. Jaz vidim sebe kot človeka, ki se je zato, kar me je zanimalo, res zanimalo, do konca naučil in posvetil temu, kaj človek v resnici je in ki imam tudi sposobnost to skomunicirati tistim, ki niso bili doktorji. In se mi zdi, da s tem lahko ta informacija koristi tudi ljudem. Kdaj ste pa dobili navodilo za uporabo svojih možganov, prosim lepo? Koliko debelo imate pa navodilo za telefonček? Ne? Pa ne morate drugega kupiti, ko vam tam propade. Še ena gospa. Ja, zanima me mogoče še nasvet, kako izboljšati svoje veščine branja. Sicer zdaj bolj temeljito berem, tudi dokončam, kar preberem, kar prej nisem, ampak da sem bolj prisotna pri knjigi, da dejansko kaj odnesem od knjige, pa da se lažje vživim, kot pa nekaj, kar gledam na ekranu. Jaz pa gledam branje kot dejavnost, v kateri se potapljam v ume drugih modrih ljudi, ki so živeli pred mano in lahko, da ne bom vse na lastni koži rabila probati, se lahko tudi kaj, meni je ta interakcija, nekdo je to napisal, nekdo si je vzel cajt, jaz berem take knjige, ki so, recimo, jih napisali ljudje, ko so cel življenje o tem razmišljali, ne pa neki tako, romane 2 na leto na plaži. Drugače bi to čist mi brata, ampak takrat si pravim. Ampak to, da recimo en Van der Kolk ali pa tale ljudje, ki so svoje izkušnje strnili v neko knjižno obliko, to je kot da bi dobila, ne vem, adapter na moje možgane, ki lahko razširim nekaj, kar
se trudim razumeti. Ne gre mi za to, da bom čim več besed prebrala in da bom čim več povzetek, ampak imam jaz nek koncept, kaj svet je, in potem ga dopolnjujem, izpopolnjujem, se sprašujem, ali moje velja, ali je tisto, ali izzive vidim v tem. Skratka, pogovarjam se s tistim, ki je to napisal. Ste v odnosu v resnici? V odnosu sem in upam, da tudi moji bralci ste v odnosu z mano, ko berete moje knjige. Marsikdo mi je že rekel, da tudi vi. Ja, izvolite tam, gospod. V tem kontekstu, če dovolite, bi vprašala ravno podobne knjige, so meni osebno tudi všeč, take iščem. Sem pa tudi obiskovalka pogosto skupin za samopomoč. Kje je zdaj, kako vrednotiti te izkušnje posameznika, ki ni avtor česa, in kako diferencirati, kako izluščiti. Zelo stavim na skupine za samopomoč, vendar tam so tudi pasti, bom tako nekako preprosto rekla. Ja, razumem, kaj rečete, in zato, da ne bom koga provocirala, bom odgovorila čisto iz drugega zornega kota. Pred kratkim mi je prišla v roke, ker sem na Pošljaku dobila, knjiga Marie Kondo o pospravljanju. In to knjigo sem dala zabrati članom mojih skupin, ne zato, da se naučijo pospravljati, ampak zato, ker je njen koncept pri vsaki stvari, ki jo primeš v roko, se vpraši, a ti dela radost ali ne. In to se boš vprašal, preden pospraviš eno omaro 500-krat. 500-krat si se vprašal, kje je moja radost, kaj jaz čutim, kdo sem jaz, kakšen je moj odnos do te stvari. Na tak način jaz treniram odnos do sebe. Ko imam dober odnos do sebe in kot terapeut jaz moram imeti korenine tle do spodnjega štuka. Zato, ker če bi me vsak, ki pride noter s svojo travmo odnesel, ne pomagam nobeno. Se pravi, bolj ko ste vi ukoreninjena v to, kdo ste vi, vam lahko vzamete iz teh izkušenj tisto, kar vam nuca, in ostalo pustite, to je pač njihova izkušnja. V bistvu to pomeni odraščanje. Zato, ker, tako kot sem na začetku rekla, ko si ti otrok vzameš cel paket, brez cenzure, ki ti ga dajo starši in ki se mu reče, to je svet. Odrast pomeni, da za vsako stvar se vprašam, a je to še res ali ni. A to tudi zame velja ali je to sam njihov problem. In to lahko vi delate, pospešeno odraščate v teh skupinah, vsakič se vprašate, a je to smet ali je to dragocenost. Pa tukaj je narcis pa empat. To so samo besede. Vsi mi smo ljudje. Ne bom zdaj se pridružila splošni gonji proti narcisom, pa bom rekla, oni so še bolj ranjeni, samo da pač ti lahko rešiš tiste, ki se naučijo plavati, ne pa tiste, ki pravijo, da bi jih moraš ti nositi na hrbtu. Po drugi strani sem pa slišala, da je že ameriško psihiatrično društvo šlo tako daleč, da bo narcisa razglasilo za čisto normalne osebnosti tega neoliberalnega kapitalizma. In da ne vem, koliko je... Če bilo vse tisto, kar pravijo Američani v redu, pol ne vem. Jaz sem to imel pol posledica, ne? Amerika je kot velika, to je problem. Mi se pa moramo nehati počutiti tako majhni. Zato, ker vsaka resnična sprememba, zdaj pa govorim o etičnih spremembah, o moralnih spremembah, o globokih psihičnih spremembah, o stališčih celih generacij, se začne s skupino ljudi,
ki resno mislijo, hočem vedeti, kaj je to. In ki so resno pripravljeni pri sebi verjeti. Verjamem, da so ljudje dobri. In če najdete 100 ljudi, jaz jih imam 50 pa vi. Če najdete 100 ljudi, ki bojo resnično verjeli, da so ljudje dobri, to lahko spremeni svet. Jaz v to globoko verjamem. In imam tudi, ko ste prej omenjali skupine, 12-koračne skupine, izhajajo iz tako imenovane oksfordske skupine, ki je bila v prejšnjem stoletju. Ena taka skupinica, 15 izobražencev, med katerimi je bil tudi Oscar Wilde, pa druga znana imena, pa Jung, ki so se srečevali z namenom, da izboljšajo predstavo o svetu. Tako da jaz, tlele vas je 50, pa mojih 50, pa smo malo. Ja, včasih je bil humanizem kar višje na lestvici, ne? Pa tudi ta pogled na dobrega človeku. Saj v literaturi o tem govorim. Bi pa mogoče še vam odgovorila, če lahko dodam samo, da smo kot knjižničarji hodili po terenu in branje predstavljali kot terapijo za poplitvene možgane zaradi zaslonske zasvojenosti. Se pravi, ker se boš poglabljal. To je fitness, trening in vedno več boste lahko brali in vedno več prenesli. Ok, smo še do cajt ostajati. No, vse že delam na tem. Tako. Tudi če greš 2-krat v fitness, ni nič, ne? Jaz hodim 3-krat na teden in sem ponosna na to že 10 let. Ker moraš biti verodostojen, zato moraš najprej sam vse to početi, kar druge učili sebi. Drugač nisi. Moji me spregledajo preden skozi vrata pridem. Tako so navajeni brati ljudi, ker jim je to najbolj važno na svetu, kaj ti zdaj od mene hočeš. Tako da jaz moram reči fitness in potem. Še kakšno vprašanje? Če smo za danes izčrpali, gotovo se bo kakšno vprašanje še kasneje pojavilo. Imamo knjige vaše še vedno na policah, ki se še dajo tudi kupiti. Tudi danes tamle desno se da kupiti, potem se da tudi kakšen podpis dobiti. Bi se pa še enkrat vsem vam zahvalila in vam, predvsem Sanja, za tole spremembo v srcu, da smo jo gotovo doživeli. Saj začela se je in vsem, kar ste nam položili na srce, tako da hvala lepa. Bi pa rekla, pejte domov pa enemu rečite, da ga imate radi.